Najlepša hvala, Maša. Res je, vroče je, soparno je, primerno se zaščitimo. Si pa predstavljam, da je v pasaži pod železniško postajo malce bolj hladno. In tam je tudi mladinski center Ulica, kjer se zdajle mudi naša Pija. Pogovarjala se bo pa z Nežko Vodeb. Pija, lepo pozdravljena. Ja, lep pozdrav. Res smo tukajle v Ulici in je precej hladno. Doživela sem tudi že en vlak. Punce pravijo, da ni nič takega, ker je bil prazen tovorni, da poln tovorni se malce bolj trese, ampak da se človek hitro navadi, tako da me zanima, če še kakšnega ujamemo v tem času, ko smo kle. Ni pa z mano samo Nežka Agnes Vodeb, ampak tudi Katja Šimenc in Anja Segolin, s katerimi bomo malce spregovorile, kaj se tukaj v Ulici pravzaprav sploh dogaja. Ker zdaj v resnici, če se sprehajamo mimo, ne moremo niti dobro videti noter. Tako da, ali ste pravzaprav sploh že odprti za javnost? Ja, smo odprti za javnost, glede na to, da se korona sprošča vedno bolj. Tako da so pa aktivnosti različno odprte za javnost. Ene so za neke zaprte skupine, kadar gre, ne vem, za neke tečaje, so ponavadi prijave vnaprej. Imamo pa tudi aktivnosti vsak dan, ki so pa čisto odprte, ki pa lahko kdorkoli v bistvu kadarkoli pride noter. In katere so te aktivnosti, ki so recimo vsak dan? Kdaj se danes to uradno odpre? Zdaj smo še v uradnem zaprtem času, ne? Danes imaš sredo ti, ne? Ja, danes je odprta ulica od 2. ure do 5. ure popoldne. Drugače je odprta ulica, tiste ulice, kjer v bistvu pridejo mladi preživljati prosti čas in uletavajo noter se malo podružiti, malo pohengati. Pa tudi jutri pa pojutrišnjem je isti čas, se pravi od 2. do 5. ure smo odprti. Pa zdajle, ko je takole sonce zunaj, tudi prihajajo, se družijo, se mogoče kdo tukaj uči? Ja, v bistvu vse ravno sreda so namenjene bodisi individualni podpori, to je zdaj v zadnjem času, predvsem v času korone, tudi malo bolj se specializiralo na učno pomoč ali pa razvoju nekih individualnih idej mladih. Pridejo, ja, zato ker poletje je ravno fajn, hladen prostor, kot si sama omenila, tako da lahko prideš pa se malo shladiš izpred te vročine, medtem ko po zimi je pa glih fajn, ko se lahko prideš malo pogret noter, vsaj tisti, ki sam za krajši čas pride. Na spletni strani sem videla, da imate napisan, če čakaš na vlak, pridi v Ulico. A to pomeni, da lahko pride kdorkoli sem noter? Načeloma naša vrata so res pač odprta in želijo biti odprta. Je mladinski center, tako da primarno je plac namenjen mladim, kar pomeni 15 do 29 let ali pa od 10 do 29 let, ampak nikoli ne bomo gledali osebnih pa rekli, ne, ti si pa premlad ali pa prestar, pa ne smeš noter. Za mlajše pač pol iščemo mogoče neke druge aktivnosti, ki so primerne, za starejše pol jih probamo tudi zaktivirati, ne, in da so prostovoljci ali pa da se na nek drug aktiven način vključujejo. Drugače pa ja, vrata so odprta, valjda. Kdaj tudi kakšni turisti pridejo za 5 minut počakati vlak noter, tako da ja, tudi čakati vlak se da pri nas. Ok, vemo za drugič, sploh ob kakem deževnem vremenu je verjetno tukaj zelo fino. Kdo pa potem ponavadi res pride? Se pravi, rekla si od 10 let naprej. Pridejo tudi tako mladi? Pride mogoče kdo starejši sicer? Ja, lahko recimo v grobem ločimo mogoče na 3 starostne skupine, po eni strani ti najmlajši od 10 do 15 ali pa od 10 do 20 se bolj udeležujejo workshopov, pač delavnic, elementi hip-hop kulture, pa so tudi bolj redni udeleženci. Potem pa imamo skupino malo starejših, ki se že bodisi trenirajo break, bodisi pridajo sem hangat ali pa tudi sem individualno trenirati. In pa pol neki enkratni, ki pa bolj sam na evente prihajajo, ampak spet to pa ni toliko nekako starostno zamejeno, bolj po interesu, ne. Zdaj, kako pa je z dogodki, jih zdaj že kaj načrtujete, verjetno jih zdaj nekaj časa ni bilo? Ja, jih nekaj časa ni bilo, ampak prejšnji četrtek smo imeli prvi dogodek v letošnjem letu, malo večji, v sklopu Nextivala smo imeli tam v parku Adijo šolo,
kjer so bili vsi elementi hip-hopa združeni na enem prostoru, tako da se je DJ-al, MC-al, break-al, grafitiral. In ja, pač počasi vzpostavljamo nazaj dogodke, kakor se da, skušamo biti pač previdni, kot smo previdni lahko, ne iti prehiter, tako da ja, počasi se začenja tudi to. Veliko govorimo o hip-hop kulturi in, dragi gledalci, brez skrbi, Katja nam je obljubila tudi, da nam bo pokazala, kako se naredi en freeze, tako da o tem več po reklamah v drugem bloku. Za začetek bi vaju prosila še, da mi razložita, se pravi, če je tole Mladinski center ulica, si predstavljam, da je to glavna ulica, glede na to, da vam na spletu piše, da imate tudi stransko ulico. Kaj se pa v stranski ulici dogaja? Ja, stranska ulica je v bistvu tisti del našega programa, ki ga mogoče ne furamo toliko mladinske delavke, ampak ki je res nek plac, ki je pa časno, ki je na voljo mladim, torej da lahko delajo tle neke svoje interesne dejavnosti. V ulici je največ to ples. Dvorane v Ljubljani so zelo drage, kadar hoče imeti nekdo individualen trening ali pa trening v paru, pač pa je mladci zelo verjetno tega ne more privoščiti, tako da mi skušamo delati tudi na ta način, pa spodbujati, pa podpirati sceno, da lahko pridejo trenirati. Ne vem, zdaj so ful aktivne gledališke vaje, tako da različne pač aktivnosti mladih, ki rabijo plac, rabijo, ne vem, neko infrastrukturo, pa lahko tukaj pač se udejanjajo. Kako pa vas potem najdejo, pač pišejo, pa pogledate, če je prost urnik? Ja, tako je. Pišejo na mail, pokličejo na našo telefonsko številko, lahko tudi pišejo na Facebook, Instagram. Drugače imamo pa skozi objavljen urnik na ulica.si/urnik, si lahko kdorkoli pogleda, pač kdaj je prazen plac, piše na mail in rezervira. No? In če gre za neke brezplačne dejavnosti, smo ful odprti, da to suportamo in gostimo. Kaj pa za ne brezplačne dejavnosti? Ja, pač mislim, glede na to, da je Mladinski center in nekako je naše poslanstvo, da so naše aktivnosti brezplačne mladim, pač želimo spodbujati to, da so tudi od drugih dejavnosti pri nas brezplačne. Kadar gre za plačljive, se ne vem, pogovarjamo o tem, a je možnost, da bi recimo, če kdo iz ranljivih skupin pride, pa bila za njega ali pa za njo vstopnina brezplačna, ne probamo spodbujati to, da vsem za tiste, ki nimajo, nekako so dejavnosti še vedno odprte, no? Tako da se pogovarjamo to. Ja, že tukaj delate veliko stvari. Kateri sklop, kaj paše pa v sklop projektne ulice potem? Projektna ulica pa je bolj za mogoče tudi skupine, ki razvijajo svoje projekte in isto podobno kot stranski pač koristijo prostor in infrastrukturo, ki jim je dana, s tem, da pa v nek bolj organiziran način tudi kot skupine. Super, takole na kratko, na hitro o ulici, več o hip-hop kulturi in še o Mladinskem centru ulica pa po oglasih. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v Mladinski center ulica. Nekaj smo že povedali o tem, kako je sestavljen, kdaj lahko sem pridete in podobno. Nahajamo se seveda v podhodu glavne železniške postaje. Če dobro napnete ušesa, boste mogoče slišali kakega napovedovalca, ki smo ga ravno slišali sedaj. Ampak sicer pa to nima nobene veze, se pravi organizacija Mladinski center ulica z Slovenskimi železnicami. Tukaj sta pravzaprav dve organizaciji glavni, če prav razumem. Ja, nimamo, razen to, da smo blizu železnic, nimamo prav veliko veze. Zavod Bob in Društvo Gor nekako soustvarjata Mladinski center ulica. Zavod Bob vnašata mladinsko del, Društvo Gor pa hip-hop kulturo, tako da tle smo pol v ulici združili moči in postavili Mladinski hip-hop center, kot radi pravijo v tem delu Evrope prvi, tako da ja, evo, eksperimentirali z združevanjem dveh elementov. Wow, čudovito. Sicer se sprašujem že ves čas, kaj ima ping-pong miza in velik zaslon veze s hip-hopom? Ja, mislim pač, ne se ljudje, ki se zanimajo za hip-hop, ne pomeni, da se samo in izključno za to zanimajo. Tako da kot pač ta del Mladinskega centra ulice omogoča valjda tudi neke druge aktivnosti kot zgolj in izključno samo hip-hop.
Tako da ja, imamo aktivnosti od tega, da se igra ping-pong, pa imamo ping-pong večere, imamo ustvarjalne večere, kar pomeni, da se šiva, barva, riše, tako da imamo usposabljanja za na kariernem področju mladih tukaj, tako da zelo različne stvari, ni samo hip-hop, je pa hip-hop tisto, kar je neko srce ulice. No. In zaradi česar lahko vidimo tudi tale čudoviti grafit, ki tudi sodi v hip-hop kulturo. Katja, je to tisto prav hip-hop kultura, kar je tebe prignalo sem? Ja, v bistvu je. Sem prišla v bistvu v prvi vrsti zaradi breaka, ker sem ga že prej trenirala, ampak tukaj sem v bistvu spoznala še druge elemente hip-hop kulture, kar me je zelo navdušilo. Na vsake toliko časa tudi jaz, vsaj v zvezek, narišem kakšen grafit. Potem preizkusila sem se celo že v DJ-anju, ki ga imamo tudi na možnost v ulici, še posebej ob petkih, ker imamo mešalno mizo in zvočnike, tako da tukaj je veliko zabave. Vsi lahko spoznajo hip-hop kulturo. Zdaj, ko govoriva o DJ-anju, si dobesedno drsala po ploščah? Ja. Tako res se splača poskusiti, ker ni spet tako težko. Malo občutka moraš dobiti, to seveda z vajo, ampak ja, splača se poskusiti. Zdaj, kateri elementi pa so pravzaprav tisti, ki povezujejo hip-hop kulturo in jih lahko tudi tukaj v Mladinskem centru Ulica izkusimo? Eno je grafitiranje, grafit seveda na steni, potem imamo razne delavnice grafitiranja na vsake toliko časa, potem je DJ-anje, potem je break, potem reperi na vsake toliko časa pridejo pogledat. Zdaj bomo imeli... Kdo so to? Mladi, v bistvu stari so približno to, kaj jaz, se pravi tako 15 do 20 let. Ko v bistvu ustvarjajo, zdaj po koroni so, med korono so pisali besedila, zdaj z veliko novimi komadi vam prihajajo, tako da se splača koga poslušati, recimo Dom, Rip ali pa Amos Vamos, Škaf, potem recimo break, seveda imamo vsak teden tečaje ob torkih in sredah, tudi naslednje leto bojo. Začeli bomo z delavnicami beatboxanja, to se res splača pridati, tako da ja, dogaja na polno. Zna katera od vas beatboxati? Ne. Zato pa imamo delavnice, se bomo naučili. Ok, super, se oglasim spet čez kakšne 2 meseca. Nežka, videla sem na spletu, da imaš pa delavnice sketchinga. Kaj pa je to? Ja, ne, v bistvu jaz bolj takrat sem v Mladinskem centru, kadar je petek in je dan za sketching, kar pomeni, da pride grafit na steno, se pač odpre skicirka, pa se tam noter riše. Tako da petek je v bistvu dan, ki poleg DJ-anja, pa tudi včasih se postavi mikrofon, pa pridejo pa freestylajo, MC-jajo. V bistvu imamo vzuni flumastre, svinčnike in v skicirke se riše, piše, tako da ja, to. Imate izgovor, da si doma porišete steno, ne? Mogoče bo mama bolj zadovoljna, če najprej vidi stvar na papirju. Če se pa malo vrnemo k breakdancerju, ki ga imate tukaj kar veliko, ali mora imeti človek posluh za to, da breakdanca? Mislim, seveda, ampak to lahko tudi dobi, ko začne plesati. Tako nauči se poslušati muziko, tako da ni spet tako težko. Kaj pa bi rekla, da so tiste osnove? Kaj si se mogla najprej naučiti, ko si začela breakati? Definitivno nekaj osnovnih korakov, potem pa je to, da poslušaš muziko, potem veliko moči moraš dobiti, potem pa tudi ne samo, da poslušaš pa delaš po bitu, ampak tudi, da začneš čutiti muziko.
da v bistvu res začneš uživati v plesu. Ker breakdance ima že v imenu ples, kar pomeni, da mora biti tudi ples. Bi nam mogoče lahko pokazala kak osnovni korak in mogoče tudi kak friz? Lahko. No, jaz sem vam tudi predstavila Opala za kamero, zato da boste lahko malce lažje videli, kaj se tukaj pravzaprav dogaja. Kateri osnovni korak nam boš pokazala? Osnovni friz, baby friz. Baby friz. Sliši se zelo, zelo simpatično, no samo da se malce premaknem, da boste lahko videli tale friz v celoti. Wow, bravo. Tole je izgledalo super. Koliko časa si rabila, da si se naučila to? To je tako, kar ta prvi friz, kar pomeni, da ga moraš v bistvu ves čas delati. Jaz zdaj treniram 4 leta pa pol, tako da v bistvu, ja, skozi vsa ta 4 leta pa pol se mislim, da ga učiš. Potem različne variante tega seveda, tako da ves čas ga nadgrajuješ. Rabiš imeti močne roke za to? Ja, ampak saj to dobiš tudi s plesom, seveda moraš tudi kakšne posebej, kakšno skleco več narediti, tako da, ampak to pride. Ok, super, ja, fino izgleda. Sicer pa, a potem tudi včasih se dobite tukaj pa delate tiste sajfre, ne, se pravi te kroge, kjer se izzivate drug drugega. Ja, to je pa v ponedeljek, pa v sredo zvečer po treningu otrok, se pravi od 7 do 9. Pa delate kdaj to tudi zunaj? Ja, še posebej, ko je lep sončen dan. Imamo linolej, ki ga razgrnemo v parku čez cesto in je res super, ker potem pridajo tudi obiskovalci tistega parka pogledati bližje, ker se jim seveda zdi zanimivo, tako da mogoče potem kakšen pride tudi na trening, vsaj od otrok. No, odlično. Vsekakor boste imeli sploh treninge in vse ostalo dogajanje tudi čez poletje? Ja, odprta ulica je 1 mesec na dopustu, ampak to je samo odprta ulica, tako kot smo prej spoznavali, kaj vse je v ulici, to ni edini del. Tako da stranska ulica ostaja, sigurno bojo open sessioni, sigurno bojo treningi, kakšne delavnice, tako da če se sledi social media pa našemu urniku, se da tudi čez poletje pridati na kakšno stvar. Ok, super. Sploh zaradi tega, ker temperatura bo ista kot zdaj? Ja, temperatura se ne dvigne precej tlele v podhodu, ohranja to prijetno, hladno vzdušje, no, čez poletje in čez zimo. Vidve sta sicer mladinski delavki. Ali to pomeni, da res prideta sem, odkleneta in sta tiho nekje v kotu, ali sta se tudi sami že naučili katerega dela hip-hop kulture? Ja, v bistvu to pa se je kar neška, ja. Jaz recimo, ne, za razliko od Katje, ki 4 leta pa pol treniram 3 mesece break, tako da še ne znam baby freeza delati, sploh ne tazga. Ampak ja, pač skušam pač tudi ta del spoznavati, ne vem, od pač breakinga do tudi nekega sketchinga, tega dela, no, tudi DJ-jati sem nekaj let nazaj probala malo skrečati, pa ne bi rekla, da je to glih moj talent, repanje po mojem, da še manj, no, tako da v teh 2 elementih, breakanju pa nekam urban art, grafiti, mogoče malo bližje, no, da mi je. Joj, ko govorimo o DJ-anju, pred kratkim sem gledala ta dokumentarni serial Hip Hop Evolution, evolucija hip-hopa, v katerem je DJ govoril, eden teh prvih, da mu je bilo žal, da bo moral uničiti ploščo. Si tudi ti imela tak občutek, ko si začela prvič drsati po ploščah? V bistvu nisem niti pomislila na to, da bom mogla uničiti. Pa tudi nisem se nikoli tako resno ukvarjala s tem, pač petki. Na vsake toliko sajta sprobaš, tako da
Ne vem, če sem kakšno ploščo zares uničila. Okay. Se pravi, vaše plošče zaenkrat, dragi starši, so še varne, ampak za prihodnost ne bomo nič trdili. Zdaj, si tudi ti se kdaj preizkusila v katerem od teh stvari, mogoče, kdo pa so bili pravzaprav sploh mentori na teh delavnicah? Ne, v bistvu mene ta preizkušanje še čaka, tako da jaz se bom mogla še naučiti osnovnih elementov. Me zanima, kaj mi bo najbolj pri srcu. Mentori so pa različni, pač tako kot je Katja rekla, vsak je specializiran za svoj element, tako da potem pač pokličemo tiste, ki se s tem res profesionalno ukvarjajo, da lahko predajo neko dobro raven znanja tudi naprej. Tako kot si rekla, mi da smo tu zgolj v vlogi mladinskih delavcev in tega znanja pač nimamo. Se pravim, se oglasim spet čez 2 meseca, pa bomo videli, kakšna bo zgodba takrat. Torej, če samo na kratko za zaključek povemo, danes boste tukaj odprti od 2, enih? Od 2 do 5. Danes je odprta ulica, kjer se lahko pridete, ne vem, učiti, pogovarjati ali pa sam preživljati prosti čas sem. Po vmesnem času bojo potekali treningi in potem spet zvečer od 7 do 9, tako kot je Katja rekla, lahko pridete open session pogledati. Lahko pridete, če brejkate, lahko pridete tudi iz drugih stilov plesa, nikoli ni izključeno, tako da ja, evo, te 2 aktivnosti danes odprti za javnost. No, vidite, še na svežem zraku se lahko družite z ulico, na ulici, v ulici. Punce, najlepša hvala za današnji pogovor. Meni je bilo zelo prijetno, tako da oglasite se v ulici tudi vi na treningu ali pa enostavno za druženje. Za danes pa se iz ulice poslavljam, po reklamah se vračamo nazaj v studio Figovec.